Zdaj teče že nekako 10. dan tako imenovanega drugega begunskega vala, če je to besedo sploh mogoče uporabiti. In bilo bi za pričakovati ob tem, da lahko pričakujemo, kakšno število ljudi za vsak dan znova bo prišlo v Slovenijo, da bo kaos, ki smo mu priča vsaj iz dneva v dan manjši, da bo prišlo do neke resnejše organizacije, pa tisto, kar vidimo na terenu iz dneva v dan, je samo slabše in slabše. Vedno seveda tudi hladneje, slabši vremenski pogoji so ljudje, kjerkoli se pojavljajo, kjerkoli jih srečamo, v prihodu v Rigonce, na njivah, na poti, pred sprejemnim centrom, so lačni in žejni. Tu stojimo pred množico več sto ljudi, ki so danes od zgodnega jutra čakali na vstop v sprejemni center. Nihče izmed njih do tega trenutka še ni dobil ne vode, ne hrane in to mi je kot novinarju in predvsem kot državljanu popolnoma nesprejemljivo. Stotine in stotine ljudi brez dostopa do osnovne humanitarne pomoči. Tisto, kar je ob tem ne samo nesrečno, pa bizarno je tudi, da imajo humanitarne organizacije, prostovoljci in aktivisti zelo omejen dostop do ljudi. Če pa že, pa je ta omejen na centre same, na namestitvene centre in da pride pomoč do tistih, ki jih najbolj potrebujejo, traja zelo dolgo, predolgo. Ves čas, ko gledam razmere na terenu, se mi zdi, da je ta velik begunski tok ljudi, ki bo trajal vsaj še 14 dni, glede na razmere v Grčiji in Turčiji, to je seveda mogoče jasno predvidevati, urediti v nekaj 10 minutah. Z zelo preprosto rešitvijo, dogovorom s Hrvaško, odprtim koridorjem do avstrijskih meja, ne zgolj z zaprtimi mejami, zgovarjanjem na tisto, kar se dogaja pod nami in kar se pod nami dogaja pod nami, vedno iskanje krivca nekje drugje. Razmere so kritične, niso kritične samo zaradi ljudi, ki prihajajo, kritične so zaradi tega, ker je slovenska država pokazala zares kritično mejo nekompetentnosti. Vprašanje je, kam to vodi, vsekakor pa v tem trenutku ni mogoče govoriti o kakršnemkoli optimizmu. Pogovarjamo se s policisti, pogovarjamo se z vojaki, tudi z višjimi častniki in kar je slišati je neobetavno. Med varnostnimi silami je čutiti precej panike, je čutiti stopnjevanje pritiska. Zdi se, da, kako bi rekel, pospešena militarizacija v smislu vizualnih podob na meji zbuja zgolj dodaten strah pri beguncih. Puške, ki jih gledamo na bokih slovenskih vojakov, ne pripomorejo k pacifizaciji. Nasprotno, to pri ljudeh, ki bežijo iz vojne, vzbuja dodaten strah in tesnobo, opominja jih in spominja jih na tisto, pred čemer bežijo. Vsekakor bi bilo potrebno zelo intenzivno stopiti na žogo, urediti razmere in dati tistemu, kar tu gledamo, vsaj malo človeškega obraza. Preprosto je, ljudje trpijo, pomagajmo jim.